Kibla je koordinator projekta kot prva kulturna institucija v Sloveniji v sodelovanju s tretjimi državami. Naš partner je Kitajska in poleg Kible sodeluje še 5 partnerjev. Na Kitajskem imamo kot partnerja Univerzo za kulturo in jezike v Pekingu, natančneje gre za Inštitut za sinološke študije, potem pa imamo tudi evropske partnerje, to je Slovensko kulturno društvo Korotan z Dunaja, potem je to CIANT iz Prage, iz Češke, torej gre za mednarodni center za umetnost in nove tehnologije. Potem pa imamo še 2 portugalska partnerja, to je Instituto Politécnico de Tomar iz Tomarja na Portugalskem in pa Univerza v Minju oziroma Konfucijev inštitut iz mesta Braga. Skratka, gre za eno tako, se mi zdi, dokaj komplementarno, nobenem pestro partnerstvo tako imenovanih neinstitucionalnih organizacij oziroma nevladnih organizacij in popolnoma javnih inštitucij, kot so univerze in razni inštituti. Zdaj projekt traja 2 leti, konkretno je naš projekt traja 22 mesecev, začeli smo nekje v tem času v lanskem letu, zaključimo pa konec leta 2009. Da predstavim mogoče Harleštajna glede na to, da je verjetno zelo malo poznan. Gre za dejansko zgodovinsko pomembno osebnost, pomembnega znanstvenika, ki je živel v času 18. stoletja. Njegovo kitajsko ime je Liu Songling. Gre pa za eno ključnih oseb Slovencev, ki je najdlje živeč Evropejec na kitajskem dvoru. Tam je živel kar 35 let. Torej bil je dvorni astronom, misionar, neke vrste tudi kulturni ambasador in mandarin. Bil je na precej visokem položaju, imel je status predstojnika urada za astronomijo v Pekingu. In med drugim je njegovo najbolj znano delo je ena shema oziroma model sončnega sistema, ki ga še zdaj imajo v Nacionalnem muzeju v Pekingu. Je pa dejansko v Evropi zaslovel, moram poudariti, ne v Sloveniji, torej ne na domačih tleh, ampak izven meja naše dežele, je zaslovel predvsem s svojimi astronomskimi znanstvenimi deli. Bil je član Akademije znanosti v Londonu, Parizu in Sankt Petersburgu. Potem od Nemčije, Dunaja, recimo v Avstriji, kjer je bil prisoten s svojimi znanstvenimi spisi, znanstvenimi razpravami. Kot misionar in kot jezuit, ki je bil rojen v Mengšu in potem šolan v Ljubljani in na Dunaju, je potoval na Portugalsko, kjer je recimo kot zanimivost postal celo osebni prijatelj portugalske kraljice. No, tam je kot misionar odpotoval v Indijo, kjer je nekaj časa deloval v Goji in Makau. Nato bo odpotoval na Kitajsko, torej v Peking. Če na hitro zaokrožim naše partnerstvo, smo ga sestavili tako, kot je nekje sledila Harleštajnova pot iz Slovenije proti Kitajski. In tu je mogoče tudi, kot je Mateja poudarjala, to mednarodno sodelovanje, mednarodno povezovanje. Torej imamo figuro, znanstveno figuro, zgodovinsko osebnost iz Slovenije, ki je živela, delovala, bila kar na pomembnem položaju tudi na Kitajskem. Tako da je tu že en ta most, ena ta pomembna nit, ki povezuje in sodi v ta del pri ocenjevanju potem samega projekta. Obenem pa tudi znotraj samega konteksta predstavitve seveda skušamo povezati kitajsko umetnost, kitajsko zgodovino, kitajsko znanost z evropsko oziroma slovensko. Kibla že nekaj časa oziroma že pred pričetkom tega projekta je sodelovala z kitajsko umetnico Hui Qin Wang, ki je nekako dala tudi povod za sam projekt in si tudi sama prizadeva že veliko časa ravno za ta dialog, za to povezavo, odpiranje, recimo sodelovanje med deželama. V projekt Harleštajn smo vključili številne kitajske in tudi evropske inštitucije in sami dogodki se odvijajo tako na Kitajskem kot v Sloveniji in seveda po Evropi. Predvsem pa gre za intermedijski projekt, tako da vključujemo na eni strani tradicijo, kot naprimer lutke, senčno gledališče, sliko kot tako, ter na drugi strani sodobne medije, recimo virtualno resničnost, potem tehnologijo, motion capture tehnologijo oziroma tehnologijo zajemanja giba in tako naprej, ter na koncu seveda postprodukcijo.
ekspozicija, ki nekako bo povezala vse skupaj. Skuša tudi na nek način delovati tako znotraj sodobnih umetnostnih praks, kot izhajati iz tradicije in tudi izsledkov. Projekt se sestoji iz 4 delov, gre za to izobraževalno raziskovanje, torej se lahko organizirajo konference, simpoziji, seminari, potem umetniške delavnice, ki nekako mogoče se konkretno ne vežejo na to zgodovinsko osebo, ampak pripomorejo k oblikovanju samega projekta in pri nekako ustvarjanju tega končnega produkta. Potem umetniške uprizoritve, ki pa povezujejo tako glasbo, ples, gledališče, vizualne umetnosti in pa predvsem nove medije, glede na to, da je Kibla multimedijski center in da je to nekako njeno poslanstvo, ter sama postprodukcija, kot so recimo DVD pa razne publikacije. Naslednji dogodek bo delavnica o lutkah v Pragi v začetku aprila, nato sledi septembra simpozij in konferenca na Univerzi v Pekingu in v Nantongu in tudi 2 v bistvu javna performansa s preomenjenimi elementi v Nantongu in v Pekingu, kjer se bo zaključil tako imenovani kitajski del in pol bo pa verjetno še zaključni simpozij oziroma konferenca na Filozofski fakulteti v Ljubljani v Halberštajnu in zaključna uprizoritev v Mariboru.